Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, prav lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. V današnji oddaji o kulturi se bomo pogovarjali o gledališču. V goste smo povabili Ano Kržišnik-Blažica, ki jo prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lepo pozdravljeni. Povejte nam, gospa Ana, kako gledališčniki preživljate čas te čudne krize? Ja, čudno. Trudimo se nadaljevati s svojim delom, kar pa ne gre vedno tako, kot bi si želeli. Zdaj profesionalna gledališča delujejo v smislu vaj, imajo vaje, poteka delo znotraj gledališč, trudimo se objavljati neke spletne vsebine, odpirati arhive predstav, pogovore z igralci in tako dalje. Amaterska gledališča pa trenutno ne smejo niti vaditi. Tako da delo na naši predstavi v Idriji, v dramatičnem društvu in mali gledališki šoli trenutno miruje, kar pa ne pomeni, da je mirovalo celo leto, pač imeli smo vaje, razen v prvi in zdaj drugi karanteni. Pred nami so Čufarjevi dnevi, to je v bistvu največji festival ljubiteljskega gledališča v Sloveniji. Kako pomemben je za letošnjo produkcijo idrijskih gledališčnikov? Zelo pomemben. Dolgo že nismo bili na tem festivalu. Več razlogov je bilo za to, kolikor časa jaz vodim to skupino. Pravzaprav nismo mogli biti konkurenca na tem festivalu, ker smo bili premladi. Članstvo namreč so bili dijaki sprva znotraj male gledališke šole, dramatično društvo pa je obujeno zdaj šele nekaj let. Tako da imamo šele zdaj možnost se prijaviti. Lanska oziroma predlanska predstava je bila recimo ambientalna, dogodek v mestu Gogi in je bila neseljiva. Naprimer na festivale je bila vezana na topilnico. Tako da zdaj smo še posebej veseli, da nam je s to predstavo uspelo se vključiti v to tekmovanje. Torej govorijo o predstavi Ta veseli dan, ali kaj takega se lahko zgodi samo v Idriji. Šlo je pravzaprav za koprodukcijo. Da, pač več let sodelujemo z tema dvema skupinama, delujemo pravzaprav kot ena skupina, dramatično društvo in mala gledališka šola Gimnazija Jurija Vege Idrija. In zraven se je priključila mestna knjižnica Idrija, seveda kot gostitelj. Predstava je bila v kino gledališču, starem gledališču v Idriji, in ki pač danes upravlja s to stavbo. Seveda pa tudi sama vsebina je bila povezana s tem poslopjem. S predstavo ste pravzaprav obeležili 250-letnico postavitve prve zidane gledališke stavbe na Slovenskem in 130-letnico delovanja dramatičnega društva. Ja, to sta res visoki obletnici. Dramatično društvo je drugo dramatično društvo v Sloveniji. Se pravi, pred nami je bilo ustanovljeno samo še društvo v Ljubljani. To, kar je danes ljubljanska drama. Samo 20 let pred tem in Idrija je res lahko ponosna na to društvo. Vmes je nekajkrat zaspalo, ni delovalo, zdaj pa pač spet deluje in jaz upam, da spričo razmer, ki so, ne bo zamrlo. Čufarjevi dnevi so pred nami, začnejo se dogajati 14. in bodo trajali vse do 22. novembra. 6 dni oziroma 7. dan so že podelitve nagrad. 6 predstav tekmuje v tem festivalu in so z vse Slovenije. Gre za mešanico predstav, deloma komedij, deloma dram. Ena izmed teh je tudi naša. Kakšna je konkurenca? Tekmujejo Loški oder. Bom pogledala spored, ker ga ne znam na pamet. Loški oder, ki je znana amaterska inštitucija, potem domače gledališče, ki gosti festival, to je gledališče Tone Čufarja Jesenice, potem je teater Portorož, potem so kulturno društvo iz Škofje Loke še eno, potem gre še za eno avtorsko predstavo. Tako. Ja, sodelovanje na festivalu pa ni tako samoumevno. Če sem prav slišal, so si selektorji vašo predstavo že prej ogledali in odobrili sodelovanje. Ja, predstave so pozvane na razpis, pač preko prijave, selektorji si ogledajo posnetke
So pa bili tudi na ogledu v živo, že na premieri ali na ponovitvi v Idriji. Celoten festival pa poteka preko interneta, poveva to. Letos seveda, dolgo je bilo v zraku, ali bo sploh izpeljan, tako da hvala Bogu so se odločili organizatorji za selitev na splet in bodo predstave predvajane preko posnetkov, vsak dan ena predstava, ki je na ogled celoten dan. Se pravi, od jutra do polnoči si lahko gledalci ogledajo ta posnetek preko spletne strani gledališča Toneta Čufarja. Kdaj bo idrijski dan? To je ponedeljek, 16. novembra, od 9. zjutraj za najbolj zgodnje do, kot rečeno, polnoči. Morajo gledalci plačati? Ne, ogledi so brezplačni, bomo pa zelo veseli, če glasujete, namreč festival je tekmovalne narave, izbira se tako najboljšo žensko kot najboljšo moško vlogo in najboljšo predstavo v celoti. Poleg glasu publike šteje tudi seveda komisija. Kakšna so vaša pričakovanja? Ja, jaz upam na najboljše. Jaz si želim, da bi ekipa, ki je res trdo delala za to predstavo, namreč gre za avtorsko predstavo, besedilo je bilo napisano skupaj z Alešem Čarjem, delali smo res celo leto in mislim, da je predstava lepo počastila te 2 obletnici, publika je bila vesela, tako da upam na čim višjo uvrstitev. Ja, v tem letu po tej predstavi ste ostali aktivni, kljub temu, da so razmere zelo, zelo zahtevne. Kaj se je dogajalo v vaši skupini? Ja. Od januarja navadoma imamo, da začnemo januarja z vajami in proti koncu leta izvedemo premiero. Tudi letos je bilo tako, ampak pač s to prekinitvijo v pomladanskem delu, kakšen mesec ali koliko je trajala, nismo mogli vaditi in zdaj seveda tudi ne. Tako da so nam tile meseci vsekakor zmanjkali. Predstava ni daleč pred premiero, ampak vseeno rabimo še pač neki vaj. Poleg tega vsaka prekinitev, ko se zgodi, spet moraš ene stvari od začetka, ker ljudje vmes malo pozabimo in tako naprej in se treba zmotivirati in zalaufati vsakič potem znova, kar ni lahko za gledališče, ker ko si v eni ustvarjalni energiji, če se pač prekinja, je to težje. Kakšno besedilo ste vzeli? Gre za besedilo izraelskega dramatika Hanoha Levina, je mračna ali žalostna komedija in je, bom rekla, zelo aktualna za te čase, namreč govori o 2 posebnežih, 2 naslovnih junakih, ki sta poimenovana Jakiš in Pupče, to sta pač izmišljeni imeni. Mi smo preimenovali ta naslov v Tagrd in Tagrda, z neko aluzijo na pustne like, ki jih poznamo v naši okolici. Gre za 2 lika, ki sta, kot rečeno, kot pove naslov, izjemno grda in še revna in spričo tega ne morata dobiti partnerja, pa si to zelo želita. To sta mlada človeka, polna strasti in ljubezni, iščeta pač sorodno dušo. Z posredovanjem ženitnega posrednika, kot smo jih poznali še toliko nazaj tudi pri nas, vendarle nema uspe, dobita ta par, se poročita, ampak tukaj še ni konec težav. Namreč tako sta si ogabna, da se ne morata združiti. Kakor jaz vidim to vsebino, govori o tem, da kljub vsej grdoti, ki nas obdaja na svetu, fizični, si vsi zaslužimo srečo, ljubezen, ker mislim, da je to naša rojstna pravica, ne glede na našo nepopolnost. In mislim, da to je ena stvar, ki v teh časih moramo pogledati in se zavedati, da ne glede na to, v kakšni situaciji grdi se nahajamo, smo božja bitja, ki si pač zaslužimo ljubezen medsebojno in spoštovanje. Vaš opis predstave vsekakor obeta, zanimiv gledališki dogodek. Kdo pa bodo nosilci glavnih vlog na odru? Jakiš je en mlad fant, dijak gimnazije Jurija Vege.
Matevž iz okolice Logatca, medtem ko Pupče pa igra tudi fant, Miha Koblar, ki je že naš znan igralec, in gre za eno zanimivo zasedbo, torej dva mlada fanta, ki mislim, da bosta doprinesla neki komičnosti, neki absurdnosti, grotesknosti, namreč gre za precej groteskno tematiko, ki je na nekih točkah precej robna. S predstavo se vračate najbrž v Rudniško dvorano, ki so jo letos bojda za silo spet malo pokrpali. Mi si želimo, da bi ta dvorana enkrat bila taka, kot bi morala biti, oziroma da bi Idrija dobila eno dvorano, ki si jo zasluži, eno sodobno gledališko dvorano, ampak ta dvorana tudi ustreza temi te predstave, torej grdosti in zastarelosti. Sočasno s to predstavo pa nastaja še ena predstava, ki jo režira Polona Ferjančič. Kaj nam lahko poveste o tej predstavi? Polona Ferjančič je naša dolgoletna članica, kot igralko jo poznamo iz mnogih prejšnjih predstav. Lani je odšla na študij vizualnih umetnosti, prostora, torej zasnove vizualnega umetniškega prostora, in se z tega stališča ukvarja tudi s to predstavo. Gre za eno dejanko Samuela Becketa, Sem ter tja, ki je priredba tega besedila in bo uprizorjena v nekem alternativnem prostoru, torej ne na odru, in bo precej interaktivna, ko bo to mogoče s publiko. Gre pa za komorno gledališče. Komorno gledališče, par mladih igralcev je in gre za eno tako intimno zgodbo. Ja, sicer ste zaposleni v gledališču v Novi Gorici. Povejte nam, kako tam poteka delo? Trenutno smo nekateri delamo od doma. Jaz, na primer, sem udeležena v predstavi, ki v celoti se odvija na Zoomu. Ne samo vaje, pač pa tudi končni produkt. Najprej smo razmišljali seveda o realni postavitvi v prostoru, ampak to do decembra ne bo mogoče. Vezani smo pa tudi s tem projektom na izvedbo do decembra, ker je del ga financira Mestna občina Nova Gorica, tako da ga je treba izvesti. Celotni dogodek bo torej preko Zooma. Kombinacija filma, kombinacija realno Zooma, torej nas, ki smo ustvarjali ta projekt. Ostale predstave, še 3 se dogajajo, pa imajo vaje, potekajo vaje, seveda brez predstav za publiko. In jaz upam, da se bo v nekem doglednem času to sprostilo, ker to pač ne gre več. Pa lahko te internetne predstave nadomestijo živ stik? Seveda ne. To je pač neko krpanje, neko bliž za gledališče. Gledališče temelji na stiku. Samo gledališče temelji na medsebojnih odnosih. In to, da imamo ljudje masko čez obraz, to, da imamo steklo med sabo, pač ne more biti nadomestek resničnega bližnjega odnosa. Tako da gledališče brez gledalca in brez bližine, tudi soigralca, fizične bližine in mentalne bližine ne more obstajati. Čuferjevi dnevi, ki so pred nami, lahko pomenijo tudi zagon, neko spodbudo za uspešno delo vaše gledališke skupine v Idriji. Kaj pričakujete v prihodnji ponedeljek in prihodnji teden? Predvsem upam, da bodo gledalci, ki še niso videli te predstave, si jo pogledali, da jih bo nagovorila s to vsebino, ki smo jo mi želeli sporočiti. To je ogromna, enormna gledališka in kulturna zgodovina mesta Idrije, v katero mislim, da moramo res pogledati in se je zavedati in jo spodbujati za naprej. To predvsem. Seveda bomo pa veseli tudi čim višjih uvrstitev, ki so spodbuda za naše delo naprej. Ana Kržišnik-Blažica, želim vam, da bi vaše gledališče kar čim prej spet zaživelo v običajnih razmerah
in da bi predstava idrijskih gledališčnikov, ki ste jo sooblikovali in vodili na Čufarjevih dnevih, dosegla primeren, recimo čim boljši odmev. Hvala vam, ker ste prišli v naš studio. Najlepša hvala tudi vam za povabilo in upam, da bom čim prej lahko prišla spet v Idrijo brez uradnega povabila. Lepo, vam, spoštovane gledalke in gledalci, pa hvala za pozornost.